Postavljajte se! Tukaj je! Pozdravljeni, dragi prijatelji, ponovno smo skupaj. Muhasti april je pred vrati in takšen je naslov moje pesmice. Torej, o muhastem aprilu bomo govorili tudi v današnji oddaji. Z Jako sva pripravila prav posebna presenečenja. In spet nisva sama, imava kup prijateljev in pravijo, da so danes zelo, zelo zgovorni gostje. A so? Ste zgovorni? Živjo, živjo, kako smo kaj? V redu. Otroci zopet prihajajo iz vrtca Velenje, iz enote? Vrtiljak. Kaj to pomeni? Se vi tam vrtite? Ne. Kako da ne? Vi se imate toliko fajn, kot da bi bili skos na vrtiljaku, ha? Tak super vrtec, ja, ne da? In odlične vzgojiteljice, a ne? Ja. A boste povedali, kako vam je ime? Ne, ime je Žiga. A bomo šli takole po vrsti? Dobro, potem pa ti začni. Žiga. Kako se pa piše Žiga? Žiga Žaga? Ne. Žiga Zajc. Žiga Zajc, pozdravljen, Žiga Zajc. In zraven njega je gospodič, Amadej. ki se piše kako? Kebej. Odlično. Na moji desni strani pa gospodična Mična. Ajda Šilih. Pozdravljena, Ajda Šilih. In pa Lovro Blavina. Lovro Blavina. Blazina. Blažina? Ja, Blavina. Okej. Ste rekli, da ste super. Ja. Potem niste tako kot April, ki je muhast. Nisem. Kaj pa pomeni muhast April? Se ne bo drugače piše Žiga Kralj. Žiga Kralj se piše. Ja, Žiga Kralj. A si se ti malo pohecal? Ja. Že takoj me je pohecal, pa sej ni 1. april, da ti mene zdaj hecaš. Poglej, Jaka, poglej ti, Žigana. Joj. No, poslušajte. Muhasti april. Ali ste vi kdaj muhasti? Ja. Ne. Kaj pa to pomeni biti muhast? Ti si malo bila zdaj prej muhasta, ker si se zlagala, da si Štefanka. Ja. Čakaj, to pa ni muhasti, to je pa navihana. Jaz sem bila primalo navihana, ker sem rekla, da sem Štefka. A pustite mizice pri miru. Ja, malo se pošalim, tudi vi se kdaj pošalite. Poglej, kako se je Žiga takoj na začetku pošalil z menoj, a ne? Ja, ne, muhasti, dajte napnite zdaj ušesa in poglejte me. Muhasti smo. Kaj to pomeni, če je nekdo muhast? A to pomeni, da ga obletavajo muhe? Ja, da ima muhe na sebi. In jih takole lovi sem in tja. To pomeni, da smo muhasti, ali kaj? Ne, to ne pomeni, da smo muhasti. Daj ti malo razmisli. Kaj bi bilo muhasti april? Muhasti april, to pomeni, da se skozi lagaš. To pomeni muhasti april. Ne, to ne pomeni to. Kaj pa muhasto vreme, da vam malo pomagam? To tudi je kaj čudno malo. Kaj pa ti misliš? Vreme? Kaj to, če smo muhasti, kakšni smo? Da smo jezni. Lahko smo jezni. Kakšni smo še lahko, če smo muhasti? Žalostni. Ja, kakšni še? Veseli. Muhasti april. Zdaj pa pogledajte, kakšno vreme pa je aprila. Zimno. Ja, zdaj, če pogledamo, danes je zelo mrzlo, ne? Se pravi, že celo čisto zimsko vreme, sploh ne spomladansko. Kakšno še? Kakšno je še lahko muhasto vreme aprila? Poletno. Mal poletno, ja. Še kakšno? Jesensko. Torej kaj? Nikoli ne vemo, s čim nas bo presenetil aprila, ne? Pa predvsem je veliko dežja je ponavadi veliko, ne? In tako muhasto nikoli ne vemo, ali bo deževalo, ali bo sonce, ali bo kaj bo zdaj, ali bo megla, ali bo nas presenetil sneg. To pomeni, da je muhasto vreme, ker ne vemo, kakšno bo, ne? Ja, o tem bomo danes govorili in kaj vse bomo še počeli, da na hitro povem. Z Jako sva se dogovorila, da bova danes otroke spremenila v prave vremenarje. Vremenoslovce oziroma meteorologe. Kaj pa zdaj to pomeni? A kdo ve, kaj pomeni meteorolog? Ne. Kaj pa, če rečem vremenar? Ja, to bi bilo kar pametno. Bi bilo kar pametno, ja. Pa kaj bi zdaj ti povedal? Kaj to pomeni?
Čakaj, kaj boš povedal? Danes bo tako deževalo, tako da bi škafli na tla. Bravo, torej ti si zdaj napovedal vreme. A so potem vremenoslovci tisti, ki napovedo vreme? Jaz sem tudi Ali povej? Jutri bo tako sončno, da lahko greste na bazen. Odlično. Počakaj. In ravno o tem se bomo danes igrali. Mi se bomo vsi spremenili. Bom nekaj tudi povedal. Vremenarja, ja, povej. Jutri bo tako mrzlo, da si ti bo Ugata. Kaj bo tako mrzlo, da? Da je tako mrzlo, da gremo Ugata. Ugata. Dobro, da ne bomo zašli. Torej, igrali se bomo igro. Še predtem si moramo pa nekaj ustvariti, da se bomo lažje igrali. In tudi vi, otroci doma, s pomočjo staršev, lahko napravite svojo vremensko karto in se greste televizijo in vremenoslovce. Mi smo že tukaj v studiu, zato imamo okoli sebe veliko kamer in bomo danes rekli, da bo vsak zastopal televizijo VTV in bom napovedal vreme za prihodnji teden. A velja? Preden se pa lotimo tega, pa vam bom zdaj malo pokazala, kaj bomo naredili. Torej, naredili si bomo takele znakce, zdaj pa, ker govorimo o vremenu in o vremenskih pojavih, je dobro, da poznamo, kakšni so ti vremenski pojavi. A velja? Zdaj bo pa vsak od vas povedal, kakšno vreme imam jaz narisano. Če vam pokažem tole sličico, najprej po vrsti gremo. Dež. In kako bi zdaj opisali vreme, kakšno je, če je dež? Kakšno vreme je potem? Deževno vreme, rečemo, ne? Tako. A je deževno vreme? Ja. Je. Poglejmo naslednji kartonček. Kaj pa imam jaz tukaj? Jaz sem to malce pa igrala. Veter. A je veter? Ja. Kakšno bo potem vreme? Vetrovno. Bravo. Vetrovno vreme bo. Da še pa jaz. No, zdaj boš pa še ti. Jaz bom takole pokazala. Kaj pa imam zdaj narisano? Grmovje. Štije. To je čisto nekaj posebnega. Kaj imamo zdaj? Oblak, padavine, pa tele strele. Kaj bi to bilo? Kako temu rečemo? Toča. Ne. To je sam, ko pa da je tak velik dežo. Nevihte bojo, nevihte. Kakšne plohe. A veste, kaj pomeni ploha? Ne. To je tisto, ko se naenkrat ulije, pa hitro spet posije sonce, pa spet se ulije. In to na hitro in na močno. Tako, kaj pa imam tukaj? Sonce. Torej, kakšno bo vreme? Sončno vreme. Poskušajmo govoriti s celimi stavki, a prav? Da se navadimo že potem za igro. Dobro, kaj pa še imam jaz tukaj le noter? Oblak. Kakšno bo vreme? Oblačno vreme. Dobro, kaj pa imam tukaj? Snežno. Snežno, tukaj pa kar rečemo, da bo padal sneg, ne? Lahko bo zasneženo in tako naprej. Super. In kaj še imam tukaj? Da bo malo sijalo, pa malo oblačno. Malo bo sončka, malo bo oblaka, temu pa rečemo delno oblačno vreme. Delno oblačno. To je nekaj takih splošnih sličic zdaj in mi si bomo te sličice narisali. Jaz sem vam tukaj že izrezala nekaj krogcev, a velja? Zaenkrat bo vsak dobil 2. Zakaj? Zato, da bomo najprej videli, kako nam čas dopušča tole ustvarjanje. Ja, potem bomo pa še pogledali, če bo dovolj časa, boste narisali še več, če pa ne bo, pa je to. Velja? Vsak dobi 2 krogca. Zdaj pa vzamite pred sebe navaden bel list papirja in položite na ta list papirja tale krogec.
Ali pa oba krogca kar naenkrat tako. To imamo zdaj samo za podlago, tale bel papirček in pa rezervo, če bomo še imeli časa, da še kaj narišemo, prav? Kaj je zdaj prva naloga, preden se lahko gremo vremenoslovce? Da si izberete in narišete enega izmed vremenskih pojavov. Torej, dva boste narisali, pa si izberemo, recimo, kdo bi narisal oblačno vreme? Boš ti. Ti bom jaz ta kartonček dala pred sebe, da si lahko malo pomagaš. Zdaj pa lahko kar začneš, pa ti bom potem še dala drugega, prav? Najprej bomo z svinčnikom narisali to vreme. Ja? Preprosto en oblakec, pa nekaj padavin. In te boš ti potem tudi s flomastri pobarval, a prav? Ali pa z barvicami, kakor želiš. Zdaj pa ti povej, katerega dam tebi. Kateri vremenski pojav bi ti imel? Vreme, kakšno vreme boš imel? Kar takole mi povej. Nevihto, boš imel veter, sonce, sneg, delno oblačno. Kaj bova imela? Hitro. Boš nevihto? Okej. Kdo bo imel delno oblačno? Jaz. Izvoli. Kdo bo imel sneg? Jaz ne? Boš imel sonce? Boš imel sončno vreme? Strele. Strele so že oddane. Boš imel oblačno. Vse boš imel dva, veš? Kaj pa če takole naredimo? Ti narišeš tole dvoje, izvoli. Ti že imaš en sonček, ti boš naredila tole. Kako? Na krogec lahko narišete, ja? In ti še dobiš veter. Mi dva... Sončno, no, za sončka tako veš, kak je, ti pa še sonce nariši. Moramo palu pravi krog. Ja, a boste znali prerisati, lahko po svoje, seveda. Torej, na kartončke, na željeni papir narišete vremenske pojave. Ali je to sonček, ali je oblaček z nekaj padavinami, lahko so to snežinke in ločite vsakega posebej. Mi smo izbrali kroge, lahko to naredite na pravokotnike, tako kot sem jaz, a ne? In potem si pripravite še mogoče kakšno karto Slovenije. Jaz verjamem, da imajo doma vaši starši kakšen zemljevid, lahko je to zemljevid sveta, lahko je zemljevid Slovenije. Jaz imam v moj sobi. Imaš? Sam daj plakat, pa mi kaže veliko držav. Ja. Atlas, imaš karto sveta? Ja. Super. No, in potem... A veš, da znam narisati oblak brez tega, res. Brez česa? Z tega skopcem. Ja, ne, vi na krogce gor narišite, veš, ne rabiš ti kroga prerisati, dragi moj fant. Ti na ta krogec nariši oblak. Ja, da boš imel svoje kartončke. Ker potem, kot vidite, smo v studiu pripravili tudi našo karto oziroma zemljevid Slovenije. Odlično. In zdaj lahko kar pobarvaš. Glej, tukaj imaš flomastre ali pa barvice, kaj želiš. Lahko ti pomagam, ti dam modrega, pa rumenega, da ti bo bližje, a ne? Pa vi tam boste na tej strani tudi potrebovali modre flomastre, pa rumene. Jaz labim rumenega. Rumenega, izvoli. Tamle bo tudi en rumen. Rumenega jabim. Ja, strele so lahko tudi čisto rumene, ni potrebno točno tako, kot sem jaz pobarvala, a prav? Takole. Ja, med tem časom, ko zdaj vi barvate in rišete vaše vremenske pojave, bom pa jaz še vprašala, kaj je še dobro, da vemo, kadar želimo napovedati neko vremensko stanje, recimo v Sloveniji. Kako bi mi zdaj povedali, na katerem delu Slovenije je takšno vreme in v katerem delu Slovenije je drugačno vreme? A mi imam zdaj to list, da če nam zdaj to spodleti, da... Ja, to je samo podlaga, da ne bomo uničili tiste naše lepe Slovenije, ki je čisto spodaj, si opazil verjetno, a ne? Ja. Super. Skratka, dobro je vedeti tudi smeri neba. A ste že vi slišali za smeri neba? Ne. Kako bi mi povedali, v katerem delu Slovenije recimo leži neko mesto? Jaz bi rekel na levem. Na levem? Torej, če pogledamo našo Slovenijo, lahko rečemo levo, lahko rečemo desno. Desno? Kaj pa še lahko rečemo?
Zgoraj in spodaj, tako je, malo bolj enostavno, odlično. Če pa se želimo naučiti pravilnih izrazov, smeri neba, pa je dobro, da poznamo črke, ki so kratice za naše smeri neba. A ne? In če pogledate tale moj, če pogledate tale moj kompas, ali tale kartonček, a vidite? So puščice, a ne? To so smeri neba. In čisto zgoraj, kaj mislite, kako? Sever. Ja, severovzhodni. Sever. Kot sever, bravo. Kaj pa je čisto spodaj? Jug. Jug, bravo. Kaj pa je tukaj, se pravi, na vaši desni strani? Zahod. Vzhod. In tukaj je zahod. A vi veste, kje v sonček vzhaja? Vem, zahodom. Kje sonce vzide? Kje? Za hribom. Ne? Ne ide za hrib. Ja, spomnite se na besedo. Sonce vzhaja in sonce zahaja. Na z. Kje vzhaja? Na zahodu ali vzhodu? Vzhodu. Na vzhodu, tako torej tukaj bo vzhajalo sonce in potem bo zašlo, kje? Na zahodu. Ja, za zemljo. Tako. Torej, tole bom jaz tudi prilepila gor. Vem, kako sonce tako potuje v drugo državo. Ja, okoli, tako. Pa imajo tam, pa oni imajo pa tam jutro. Če imamo mi tukaj dan, imajo na točno drugi strani zemlje noč, tako je. Sem kako mi to dolgi spijo. A dolgo spijo? Ja, ko je poletje na drugi zimi. Ja, letni časi so drugačni na drugi strani zemlje, tako je. Zdaj pa ti hitro dokončaj. A ima že kdo gotov kartonček? Ne? Ker dajmo se malo potruditi, ne? A veste, kaj vi meni zdaj povejte? Kaj? A mislite, da so kakšni posebni pojavi še na nebu, kadar je recimo pretirano vroče ali zelo slabo vreme, recimo kadar zelo močno piha veter, kaj bi se lahko zgodilo? Ste že videli en tak poseben? Orkan. Ja, pa kaj še? Vulkan. Vulkan ne. Orkan se temu pravi. Orkan. Bura. Pri nas na Primorskem, če fejst piha, rečemo, da piha burja, tako je. Tako je bilo na Ugljenu, ko smo bili zdaj. Ja, na morju, a ne? Še posebej na odprtem morju se to zelo pozna. No, in mi imamo srečo, da živimo v takem okolju, kjer nimamo ravno pogosto kakšnih takih katastrof ali nesreč, rečemo temu, a ne? Ker če pride kakšen orkan, zna biti zelo nevarno, a je tako? Ja, ampak recimo v Ameriki so pa pogosti tudi eni pojavi, ste videli slučajno kdaj kakšno sliko ali pa kakšen video, kjer je tak vrtinec v zraku, ko zelo močno piha veter. Jaz sem bil tak Pixija, pa je bil pa gospod tak povedal, da je tako zelo hučil, posebej na obali. Ja, Pa in je rečemo mu... tako pokazalo, da so bile tak hiše noter v vodi. Ja, to je pa kakšen cunami. Ali pa, jaz sem pa govorila o tornado tu. Tornado. Je To je tak, veter močen, ki ustvari tak vrtinček in potem je tak velik oblak zgoraj. Ja, to je zelo navadno. Ne, iz vetra. In potem se oblaki začnejo tako premikati in se stavljati v tak vrtinček. A to misliš iz vode ali zemlje? Iz zraka. Zrak. Ja, no, a si gotov? Čakaj, to kar pusti gor. Kje pa imaš še enega? Še veter ti manjka. Tule ga imaš, gleda. Pogleda. Hitro še veter nariši, takle.
Odlično, to boš kar ti pustil. Sekund imamo, pogledaj. Niti nimamo toliko veliko, glede na to, da se moramo še igrati igro in da bomo danes tudi plesali. Namreč čisto na začetku sem omenila, da imava z Jakom pesmico o muhastem aprilu in kar veliko dela nas še čaka, zato dajmo pohiteti. Itak se to ful počasi. Se počasi vrti. Dobro, jaz vas bom pa zdaj vmes malo presenetila in vam bom kakšno uganko postavila. A lahko? Ja. No, vi kar barvajte. ampak kakšno Jaz bom uganko? pa Žigu postavila eno uganko. Ti kar barvaj, samo poslušaj me. A si pripravljen? Otroci, ste tudi vi pripravljeni? Dobro, prisluhnite. Prva uganka. Zjutraj vstaja, zvečer zahaja. Ostali bodite tiho, samo Žiga naj odgovori. Kaj je to? Zahod. Še enkrat poslušaj. Zjutraj vstaja, zvečer zahaja. Kaj zahaja? Sonce. Bravo! Zdaj bom še eno uganko postavila in to bom pa postavila... Amadeju. Komu? Amadeju. Ker nisem mislil A po vrsti? Veš, pa nisem mislila iti po vrsti. A moram iti po vrsti? Ja. Res, a tako? Dobro, pa bo Amadej zdaj povedal. A si pripravljen? Ja. Dobro, prisluhnite. Biser iz oblaka zemljico namaka. Toča. Namaka jo, bolj nežno jo namaka. Dež. Bravo, odlično. Da je bolj blizu. Ja, blizu je bil, a ne? Ja. Tako. Evo sem že. Si že, dobro. Torej, smeri neba smo povedali, tamle bomo si še potem malce kasneje ogledali našo Slovenijo, kako je razdeljena, da boste vi lahko povedali. Ajdi, pomeni. Pa sej bom, saj še imamo malo časa. A nimamo? Še velik čas. A moram kar dati uganko že? 100 ur. No dobro, pa še damo ajdi uganko, tebe pa prihranim za na konec. Ok. Ok, ajde, si pripravljena? Ja. No, dobro. Prisluhnimo. Rad preganja oblake in drevesnim krošnjam šepeta. Veter? Bravo, Ajda! Super, si gotova? Odlično. Povej zdaj ti. Zdaj pa, ko ste gotovi, ko ste narisali tole vreme, boste najprej pokazali takole, tako kot jaz primem kartončke, jih boste vi pokazali takole spredaj. Ja, čist ravno, zato da bo naš... Odlično, kar nadaljuj, še enega naredi. Da bo naš kamerman tole ujel. Imam še sonce. No, kar dej. Takole pokaži pred sebe, takle, pa boš potem povedala, kakšne pojave oziroma kakšno vreme si ti izbrala. Kar takole ravno se obrni, pa povej. Poglej na prvi krogec, Ajda, kaj si narisala? Snežinke. To pomeni, da bo to oznaka za kakšno vreme? Snežna. Tako, za sneg, napoved bo sneg. Kaj pa drugi kartonček? Da bo malo oblakov in sonce. Kar obrni naprej in boš rekla, vreme bo delno. Delno oblačno. Tako, torej delno oblačno vreme in sneg. Snežno. Dobro. Jaz sem že. Super, potem pa ti lahko zdaj odložiš, pa ga daj ti zdaj gor. Takole spredaj. In zdaj tjale naravno zgovori, kar počakaj. In povej, malo nižje, da te vidimo v obrazek, veš? Še nižje. Tako, povej, kaj si pripravil, kakšno vreme boš ti napovedal. Zelo deževno, tako deževno, da bo deževalo, tako da bi škaf, tako da bi človek vlil škaf. Ok, zdaj ne govoriti še o tem, kako in zakaj in kam in ne. Samo povejte, kakšno vreme, to pa prihranite tele stavke za na konec, za igro. No, povej še, kakšno vreme še imaš. Ravno drži naprej, pa mirno, tako, da vidimo, kako si narisal. Kakšno vreme? Zelo sončno. Tako sončno. Čakaj, to prihrani za potem, ko boš tam stal. A velja? Samo povemo, kakšno vreme bo. Sončno, deževno, oblačno,
nevihte in tako dalje. Dobro. Tudi Amadej že čaka, takole pa daj spredaj, pa povej, kaj si ti narisal. Kakšno vreme? Danes bojo grmijo in štirje bojo. Grmelo bo in strele bojo, se pravi, da bo Nevihta. nevihta. Dobro, kaj še imaš? Veter. Veter. Kakšno vreme bo? Orkana. Orkana se, v Sloveniji bo orkan, Ja. to pa bo hudo. Ne bo. Morate potem kakšna navodila dati. Ojoj. Orkan bo pišel. A boste kakšna priporočila potem dali, kaj moramo storiti? Ja. Ok, dobro, pri hrani, ne še zdaj povedati, razmisli malo. Torej, imaš vetrovno vreme. Super, še ti? Kar naprej obrni. Ne govori danes, ne, samo povej, vreme bo. Oblačno. Kje pa imaš ti oblake? A ti imaš pa rumen oblak? Ja. O, si se malo zmotil. Ja, ker sem dala drugačno barvo. Ja, pa jaz sem dala na mizo. Dobro, a boš malo čez pobarval? Okay. No, dej, da se ne boš potem zmotil tamle na naši karti gora, veš. Okej. Pa boš govoril, da bo oblačno, ljudje bojo pa mislili, da bo sonce, pa bodo rekli, tale vremenar se je spet zmotil, kar se pogosto krat zgodi, a ne? Se nam bi zeleno. Nič hudega, malo bolj zeleno. Razen, če na drugo stran narišeš oblak, pa malo manjšega naredi, pa boš hitreje. Otroci, zdaj pa mi še nekaj povejte. Ja, kako pa vi veste, kakšno bo vreme? Tako. Kako naši vremenari oziroma meteorologi vedo, kakšno bo vreme? To pa še jaz ne vem. Zato, Kaj, a mislite, da sanja po noči? Ne. Kaj pa potem? Kako pa potem ve? Oblaki se sami odločijo. Oblaki se odločijo, ja, že, ampak vse ne povejo. Ja. Veš kaj, ti tam na VTV-ju, jutri bo sončno, reče oblak. A tako gre? Ja. Ne, To bi bilo fino, ker potem se nikoli ne bi zmotili in bi točno vedeli. Ne, Amadej, kako pa potem to poteka? Kako pa meteorologi vedo, kakšno bo vreme? sporočijo. Vem, gledaj sporočila. Pa če oni nam dajo ta sporočila, oni imajo take posebne naprave, s katerimi merijo vlago, temperaturo, To pa ne vem. koliko bo padavin in tako, zračni pritisk in sploh veliko informacij, za katere imamo mi še premajhne glavice, a ne? Ne vem. Ampak lahko pa nekaj še mi sami izmerimo, čisto preprosto. Kaj mislite? Ne vem. Ja, če govorimo o vremenu, a govorimo tudi o tem, koliko bo temperatura? Ja. Ali bo zunaj minus ali bo plus? Ste že slišali za to? Ja, Ja. To S še čim pa merimo temperaturo? sem pala tulico. Termometer. Ja. Ste že slišali? Ja. Termometer mi ponavadi uporabljamo, če smo bolni, pa moramo zmeriti svojo telesno temperaturo. Ste jo že kdaj merili? Ja. Kam ste dali termometer? Jaz sem enkrat dal ulitko. Uritko. Enkrat se lahko da spod jezika ali pa pod pazdo. pa pod pazduho. To je zato, da merimo našo telesno temperaturo. Ampak imamo pa tudi termometre za zunanjo uporabo, ki ga postavimo zunaj in vidimo, koliko bo stopinj Celzija, rečemo. Ja? Lahko pa tudi merimo, kje še lahko temperaturo merimo. Jaz sem gledal tak ene, ko so morski pse in je ena tak imela punca tako napravo, ko jo je dal vrgla. In je pa vedela, koliko je stopin ali koliko je toplo. Aha, za temperatura vode? Ja. No vidiš, vsakemu telesu na tej zemlji lahko izmerimo, koliko ima temperaturo. Ali je to človek, lahko je žival, lahko je tudi predmet, lahko je voda, lahko je v pečici testo in vse, a ne? Tako, torej, ko boste vi, zdaj pa me dobro poslušajte. Nisem pa že. Ko boste vi napovedali sončno vreme, kdo ima sonce? Ko Jaz boš imam ti sonce. prišel tule gor, poglej me zdaj. Jaz imam sonce. Ja, super.
ko boš ti prišel sem in boš dal tale znak sonce na svojo Slovenijo, boš rekel, danes bo sončno vreme, zunaj bo pripekalo sonce in bo na termometru pokazalo 30 stopinj Celzija. Torej boste povedali tudi temperature. Če bo sneg, boste rekli, da bo zunaj minus, ker je tako mrzlo in tako dalje. A prav? Ja. Super. Ja, zdaj jaz mislim, da lahko gremo na delo. A velja? Vsak ima 2 znaka. Kdo bo prvi vremenoslovec? Jaz. Pridi, kar pridi k meni, pa boš prinesel svojo prazno Slovenijo. Takole. Pa bova midva tole zalepila na našo sceno. Takole. Ti boš stopil zraven in se boš zdaj prelevil v vremenoslovca. A velja? Ja. Odlično. Poglej, kaj ti bom jaz zdaj dala. Lepilni trak ti bom dala na tvoj oblaček in pa na tvoje sonce. Primi. Tako. Drži, ga drži. Zdaj boš pa pogledal ti tole tvojo Slovenijo. Takole se postavi. Poglej Slovenijo in povej, kam boš dal? Na sever, na jug, na vzhod, na zahod? Kam tukaj noter bi ti dal sončno vreme in kje bo pa oblačno? Povej. Tule bo sončno. Aha, dajma, ti bom jaz pomagala. Takole. Okay? Tukaj bo Tudi, zakaj pa ne? sončno vreme. Aha, daj še najprej oblak prilepi, pol pa kar začni. Tako. Zdaj pa ti začni. Predstavljam vam vremenoslovca televizije VTV, ki bo napovedal, kakšno vreme bo v Sloveniji jutri. V Sloveniji jutri bo sončno vreme. A zdaj pa oblak. Ja, lahko. Kje pa bo sončno vreme? V Sloveniji. Kje? Na zahodu ali na vzhodu? Poglej, kje imaš. Na vzhodu. Na zahodu. Na Na zahodu zahodu. Slovenije bo kakšno vreme? Sončno. Odlično. Kar naprej. Na zahodu bo oblačno vreme. Bravo. Mogoče še poveš, kakšne bodo temperature takrat, ko bo sončno vreme? Koliko stopinj? Stopinj bo pa... Stopinj bo pa... Eno številko povej, koliko? 5 Celzija. 5 stopinj Celzija bo. Aha, sonček bo, ne bo pa še tako toplo, da bi oblekli kratke rokave, a ne? Odlično, bravo, daj 5. Super, a si zadovoljen? Ja. Odlično. Veš lahko kaj, zdaj jaz? zdaj pa kar pridi ti po vrsti, lej, jaz bom pa tebi dala tole dol, bomo obdržali kar tole Slovenijo, bo šlo tudi tako. Izvoli svoje 2, zdaj si pa na vrsti ti, vremenarka, a ne? Kar odloči se, kam boš dala tvoje vremenske pojave oziroma tvoje vreme. In pa, kje bo pa sneg padal? Kar odloči se, kam boš dala. Tamle bolj na Goriškem. To je pa res zanimivo vreme za Slovenijo. Zdaj pa se takole postavi. Lahko se predstaviš, pa poveš, kakšno bo vreme. Kar začni. Na severu, zahodu bo sneg. Bravo! Kar naprej. Koliko bo pa stopinj? 20. Ja, tudi to. Lahko nas vreme zelo, zelo preseneti in ob 20 stopinj Celzija pošlje tudi pošiljko snega. Zakaj pa ne? Gremo naprej. Kaj še bo se dogajalo v Sloveniji? Kakšno vreme bo? Malo oblačno in malo tudi sončno. Se pravi, bo vreme delno oblačno. Boš še kaj povedala za ljudi, ki te zdaj gledajo, da bodo vedeli, kako se opremiti? Kak se naj jutri oblečejo, ker bo delno oblačno? Tam nekje na Zasavskem. Da bojo imeli gor ene malo bolj tople zokne Aha. in ne dolgih in ne kratkih majic. Odlično. Bravo. Daj 5. Super. No, zdaj pa imamo že novega vremenarja. Vremenar Amadej se bo zdaj predstavil in napovedal, kakšno bo vreme v Sloveniji prihodnji teden. Ja, kaj si slišal?
da bova vedela, kako se drug teden midva oblečeva. Dobro. Zdaj pa ti najprej poglej, kam si dal, a je to na severu, na vzhodu, jugu in se takle zraven postavi in napovej vreme. Ok, kar začni, izvoli. Ti zaupam. Na severu bodo 2 orkana. 2 orkana bosta. A veter. Veter, močen veter. Dobro. Kaj pa tu? Bo 4 in bo gemijo in oblačno bo. Kje bo to vreme? Kakšno vreme? Oblačno, nevihte bodo. Kje bodo nevihte? Kje bodo nevihte? Tam nekje na Primorskem? Ja. Ok, dobro, daj Petko. Super si. In še zadnji vremenoslovec, takole, ki bo povedal, kakšno bo pa vreme v petek in soboto. Me zanima, kakšno bo vreme, boš pa ti zdaj povedal. Ja, dajmo povedati. Izvoli. Kje še imaš enega? Imaš. Sončko še moramo dati kol. Že imaš tu. Tlele, evo ga. Pridi, usedi se, usedi, Amadej. Minutke tečejo, nič ne rečejo, moramo malo pohiteti. Torej, ti si se, Žiga, odločil, da boš bolj vzhodni del Slovenije pokril z vremensko napovedjo. Izvoli, povej. Na jugu bo bilo... Na jugu? Tu je vzhod. Na vzhodu bo bilo zelo vroče in tako bi bilo vroče, da bi lahko bili čisto kratki in sploh ne bili kratkih majic, bi pa bili ker Kopalka? majic, pa gata. Gata! Ja, dobro, kaj pa tam nekje na jugovzhodu? Kaj pa tam se dogaja? Kar blizu? Tu bo pa bilo tako deževno, da bo tako lilo tako škafa. Škafa. Torej, ne pozabite vzeti dežnikov, a ne? Ja. Dobro, Petka. Super smo mi napovedali tole vreme. Dežniki ne bojo bili. A tudi dežniki ne bodo dovolj? Dobro, otroci. Ja, ravno prav smo končali, zato moramo zdaj hitro vstati, ker drugače pesmica ne bo šla cela naprej. Kaj pa si še hotel povedati? Ja, koliko bo stopinj? Koliko bo stopinj? No, povej še, koliko bo stopinj tam, kjer bo zelo vroče. Pridi. Povej, koliko bo stopinj. Amadej, pridi. Na morju, recimo na zahodu, bo bilo 99 stopinj. Dobro, 99. To pa bi se mi kar skurili. Ja. Dragi moji, dragi gledalci, Jaka in jaz in vsi ostali otroci se moramo žal posloviti. Zdaj bomo za slovo še najprej malo odplesali, a prav? Ampak ker ne bo časa za tisto pravo iztočnico, jo bomo kar zdaj naredili, a ne? Popestrite si torej dneve doma s tem, da se igrate vremenoslovce in z nami lahko zdaj zaplešete in potem še doma. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš. Mi pa gremo muhasti april. Sonce je namesto sladoleda polizalo sneg. Pred žarki toplimi se megla bleda je pognala v beg. Bunde, šale, kape, rokavice spravili smo v klet. Sonce je po hladni zimi spet prišlo nam srce gret. Res se je ogrelo, a je zagrmelo, nebo se je stemnilo, zdaj se bo ulilo. Kaj bomo pa zdaj? Vsi smo brez dežnika, to bomo krasili.
zagrmelo, nebo se je strnilo, zdaj se bo ulilo. Jaj, kaj bomo pa zdaj, vsi smo brez